Je pa bil človek med farizeji z imenom Nikodem, prvak med Judi. Ta je prišel k Jezusu po noči in mu rekel: Mojster, vemo, da si ti učitelj prišel od Boga. Zakaj nihče ne more delati teh znamenj, ki jih ti delaš, razen če je Bog z njim? Jezus je odgovoril in mu dejal: resnično ti povem, če kdo ni na novo rojen, ta ne more videti Božjega kraljestva. Nikodem mu je rekel: kako se mora človek roditi, ko je star? Mora li v drugo priti v telo svoje matere in se roditi? Jezus mu je odgovoril: resnično ti povem, če kdo ne bo rojen iz vode in duha, ne more priti v Božje kraljestvo. Kar je rojeno iz mesa, to je meso. In kar je rojeno iz duha, je duh. Ne čudi se temu, kar sem ti rekel. Morate biti znova rojeni. Veter piha, kamor hoče. In dobro slišiš njegovo šumenje, pa ne veš, odkot prihaja in kam je. Tako je z vsakim, ki je rojen iz duha. Nikodem je odgovoril in mu rekel: kako se mora to zgoditi? Resnično ti povem. Govorimo to, kar vemo, in pričujemo o tem, kar smo videli. In vi našega pričevanja ne sprejemate. Če ne verujete, kar vam govorim o zemeljskih rečeh, kako bi verovali, če bi vam pravil o nebeških rečeh? Nihče ne gre v nebo, razen tistega, ki je prišel iz neba, sin človekev, ki je v nebesih. In kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povišan sin človekov, da se ti, ki vanj verujejo, ne bi pogubili, ampak bi imeli večno življenje. Tako je Bog ljubil ta svet, da je dal svojega edinorojenega sina, da vsi ti, ki vanj verujejo, ne bodo pogubljeni, ampak bodo imeli večno življenje. Zakaj Bog ni poslal svojega sina na ta svet, da bi svet sodil, ampak da bi bil svet po njem zveličan? Kdor vanj veruje, ta ne bo obsojen. Kdor pa ne veruje, ta je že obsojen, saj on ne veruje imenu edinorojenega Božjega sina. Sodba pa je v tem, ker je luč prišla na svet. Ljudje pa so bolj ljubili temo kakor luč, zakaj njihova dela so bila huda. Kdor namreč hudo dela, ta sovraži luč in ne pride na svetlo, da se njegova dela pokažejo. Kdor pa dela resnico, da pride na svetlo, da se njegova dela vidijo, ker so storjena v Bogu.